Žal temu ni tako, torej samo po korakih pripeljali do cilja. Ne glede na to, ali salon komaj odpirate oziroma imate namen odpreti salon, ali pa, če želite nadgraditi dosedanji oziroma spremeniti dosedanji način poslovanja. Tukaj boste lahko ustvarili izjemno prednost pred konkurenco, najprej zaradi tega, ker boste imeli znanje, ki bo veliko bolj obširno, obsežno, znanje, ki je že preizkušeno in ustvarja rezultate, in seveda znanje, s katerim boste veliko lažje imeli nadzor nad samim trgom in tako boste tudi lažje ustvarjali, predvsem ustvarjali večje in boljše prihodke. Kajti, še enkrat poudarjam, mi smo podjetniki in če ne ustvarjamo primernih prihodkov, pomeni, da je potrebno nekaj spremeniti. Pomeni, da moramo svojo dejavnost preoblikovati na način, da bo ona delovala profitabilno. In podjetniški način, podjetniški pristop, o katerem velikokrat govorim in ga velikokrat izpostavljam, bo sedaj ključnega pomena za to, da bomo takšne korake lahko naredili v prihodnje. Seveda tisti, ki bo to želel. Torej, pripravil sem za vas poseben masterclass program, ki je namenjen izključno kozmetičarkam. Pa da ne bo pomote sedaj, ko bom nekaj pojasnil. Velikokrat se pogovarjamo o izkušnjah v kozmetični stroki. Glejte, če pogledamo tako, jaz sem več kot 30 let v kozmetični stroki in lahko mi verjamete, da sem v tem času marsikaj doživel. Nekateri so komaj leto, dve recimo in so začeli na povsem drugačnem nivoju, kot smo mi pričeli tedaj. In sedaj, če bi se vprašal, so te izkušnje, ki jih človek pridobi s svojim delom, vedno pozitivne ali tudi ne? Moj odgovor je seveda slednji. Velikokrat niso pozitivne, pa bom razložil, zakaj. Zato, ker če delamo leta in leta na en in isti način in da se primerno ne razvijamo, tudi rezultati kot taki, čeprav delamo dobro, imamo dobre stranke, smo zadovoljni, se pravi, s tistim, kar naredimo, je to lahko za nas usodno. Zakaj? Ker spremembe so vse hitrejše. Se spominjate, kaj sem prej rekel? V 6 mesecih smo naredili bistveno večji korak na področju, se pravi, uporabe recimo interneta, uporabe medijev, kot bi to naredili v normalnih, nekje v normalnem stanju 4 do 5 letih. To ni moje mnenje osebno, to je mnenje strokovnjakov, ki temu sledijo in verjamem, da imajo za to razlog, da so to povedali oziroma objavili. In ker dejansko se je veliko naredilo v tem času. Ampak, če se vrnem nazaj tistemu, kar sem želel povedati. Včasih je slišati, da nekdo, ki dela leta v kozmetičnem salonu in ker dobro ustvarja, je pripravljen tudi drugim svetovati, kako naj oni delajo, na kakšen način naj delajo. Seveda je to lepo, je to, bom rekel, tudi nekako kolegialno, vendar samo v primeru, če ta oseba dejansko deluje napredno. Kajti v primeru, da nekdo konstantno ne nadgrajuje svoje dejavnosti, je ostal tam nekje odzadi, torej če mu bo nekdo sledil, se zna zgoditi, da bo pristal kakšno stopničko nižji. Seveda, novi pristopi, ki se pojavljajo tudi v tujini, so povsem drugačni in velikokrat tudi poudarjam, da določene stvari niti ne objavimo toliko pri nas, kot se dogaja v tujini, ker dejansko mi moramo to dojeti, mi moramo sprejeti. Zakaj namreč gre, da bom bolj konkreten? V tujini veliko
v tujini dajo izjemno veliko na izobraževanje. Pri nas na izobraževanje damo bistveno manj, oziroma se osredotočamo samo na tisto izobraževanje, za katerega menimo, da bo za nas dobro. Izgubljamo pa tista izobraževanja, tista usposabljanja, ki nam omogočajo, da to dobro, pravilno predstavimo na trgu. In tukaj se nekaj na pravi način, kako bi rekel, se ne prepleta tako, kot bi to bilo potrebno, oziroma tako, kot se to pričakuje. Zato pri nekaterih nastajajo določene težave. In včasih vidimo, da nekdo, ki komaj pride na trg, ima povsem drugačne pristope in je celo bolj učinkovit kot nekdo, ki dela že 20-30 let. Ja, ker on je mlad, ker on je hiter, ker on razmišlja drugače, ja, ampak ima tudi ciljno skupino strank drugačnih in zato drugače postopa in zato so drugačni tudi rezultati. Ampak o tem kdaj drugič. Dejstvo je, da moramo razumeti, kje se mi trenutno nahajamo in kaj bomo naredili za to, da bi poslovali boljše. No, in ta masterclass program, o katerem sem govoril, je zanimiv ravno zaradi tega, ker se boste naučili res veliko. In zato ga priporočam vsem, ne glede na to, ali bodo salon komaj odprli, kot sem predhodno dejal, oziroma ali želijo to, kar počnejo, nadgraditi, oziroma dvigniti nivo poslovanja v salonu. In seveda vse to je potrebno razumeti, da je odvisno od organizacijskih pristopov, ki jih imate, prodajnih in seveda tudi marketinških pristopov. Vse to se izjemno hitro spreminja in če ne znamo temu slediti, imamo lahko težave. Torej, od danes naprej je nemogoče reči, ja, meni pa to ne gre, ker to trg ne sprejema, ker to imajo ne vem koliko različnih izgovorov za to, da nekaj ne uspejo narediti. Pri nas to ni mogoče, pa mi smo manjši kraj, pri nas je situacija takšna, pa ljudje nimajo denarja, pa ne, skratka, izjemno veliko je takšnih in drugačnih besed, ki nakazujejo k temu, da je potrebno nekaj dejansko spremeniti. Torej, od danes naprej imate vsa ta orodja na voljo. In boste videli, ko bomo skupaj pogledali te module, kaj boste vse lahko pridobili. Kaj torej ta program omogoča kozmetičarkam? Ta program, predvsem namen tega programa je, da obogatimo strokovno znanje s pristopi, ki so ključnega pomena za uspešno poslovanje salona, posebno, kot sem predhodno dejal, na področju organizacije dela, prodaje in marketinških pristopov. Ampak še nekaj je, verjetno se boste tudi sami vprašali, kakšne koristi bi jaz imela, da se lotim tega programa, zakaj naj bi se jaz tega mogla lotiti. Seveda, zaradi tega, ker si morate postaviti neke cilje. In cilj, tako kot si vi postavljate cilje, si tudi mi postavimo cilje, da bi za vas ustvarili nekaj čim boljše in čim več. Torej, naš cilj usposabljanja je udeležence naučiti, da se znajdejo v katerikoli situaciji. Torej, če pride do padca prometa, da boste točno vedeli, kaj morate narediti in kdaj morate narediti in kako boste to naredili, da ne bi zašli v neko krizo. To je, mislim, da ključnega pomena pri tem. Poleg tega je to znanje, te izkušnje, ki jih imate, je potrebno na eni strani nekaj spremeniti, na drugi strani jih obogatiti. Kajti s tem, ko obogatite tiste stvari, ki jih morebiti do sedaj še niste uporabljali, kajti okoliščine nas dobesedno silijo v to, da to naredimo, bo poslovanje bistveno lažje. Ne pozabite, da večino stvari ste že do sedaj naredili. Potrebno jih je samo nekako drugače zložiti in videli boste, da bo to zelo dobro vplivalo na vaše poslovanje. Pa še nekaj je.
veliko lažje se boste odcepili od konkurence. Ne boste bili več tisti, ki boste gledali, ja, kako konkurenca dela, kako oni postavljajo cene, kako oni pristopajo na trg, temveč boste točno vedeli, kako se od te konkurence odcepiti, zato da bi bili drugačni, da bi bili bistveno bolj produktivni, da bi postali to, da vas drugi lovijo, ne da vi lovite druge. To je ta velika prednost, ki jo lahko v tem kontekstu pridobite. Seveda, poleg tega, to še ni vse, boste postali pri tem veliko bolj učinkoviti, veliko bolj samozavestni, uspešnejši, predvsem kar se tiče prodajnih pristopov. Kajti velikokrat je slišati, moje punce so super v salonu Eugen, one delajo super, jaz sem ful z njimi zadovoljna. Edini problem, ki ga imam, je prodaja. Punce ne znajo prodati. Ja, ker jih ni nihče naučil. Če jih v šoli tega niso naučili, pač niso, ker šola ni mogoče usmerjena toliko v to smer, koliko v strokovno smer. Ampak mi ne moramo gledati, kaj delajo drugi. Mi moramo gledati, kaj bomo naredili mi, zato da bodo stvari potekale drugače, boljše seveda. Od nas je torej odvisno. Če sem jaz vodja, potem moram jaz pripraviti moj kader na način, da bo deloval po nekem mojem konceptu, ki ga imam zgrajenega, in bojo temu tudi sledili. Seveda bojo za to primerno nagrajeni, kajti verjamem, da v ta koncept, če je pravilno zgrajen, bojo tudi rezultati bili pravi. Torej vidite, vse te stvari boste lahko dosegli in znali odreagirati v trenutku, ko se bo pojavila določena težava ali pa določeni izzivi, s katerimi se praktično vsakodnevno srečujemo. To je pomembno, da točno veste, če imate težave s kadrom, kaj narediti, če imate težavo s prodajo, kaj, na kakšen način, kdaj, kje, kako to narediti, da točno veste, kako pristopati na trg, da boste drugačni, kako uporabljati marketing, da bo učinkovit, se pravi vse metode marketinga uporabiti, da bo učinkovit, skratka, da boste imeli vse na pladnju, da boste kadarkoli, ko boste zašli v neko težavo, v nek problem, boste odprli in boste rekli, aha, tukaj imam rešitev. In to je tisto, ker od danes naprej imate to na razpolago. Od danes naprej imate možnost, da se dejansko vsega tega naučite in da se izognete tistim izgovorom, da boste nekoč, kot nekateri, ko bodo še vedno dejali, ja, jaz pa tega ne zmorem, to pa pri nas ne gre, to pri nas ljudje ne kupujejo, tam je tako, in skratka, morate biti drugačni. Zaradi tega, ker edino to je način, na osnovi katerega boste lažje poslovali v prihodnje. Verjetno vas bo zanimalo, kakšen je pravzaprav program, kaj pravzaprav to zajema, kaj bomo lahko ljudem predstavili. Zadeva je zelo preprosta. V bistvu ta program je sestavljen iz različnih modulov, kar 10 jih je. Kar 10 teh modulov, vsak modul je specifika zase, vsak modul ima svoj prostor v gradivih, vsak modul je narejen tako, da boste dejansko pridobili na eni strani informacije, ki so prikazane na logičen način. Kajti tisti, ki redno spremljate naša izobraževanja, ste že ugotovili, da vse, kar počnemo na logičen način. Torej, ne kompliciramo, če je le možno, ne uporabljamo tujk, če je le mogoče, se osredotočamo na stvari tako, da je komorkoli seveda razumljiva, in tako je tudi sedaj v tem kontekstu. Zato smo te module porazdelili in ravno ti moduli vam bodo v izjemno pomoč, v določenih situacijah, do katerih lahko pride pri poslovanju. V prvem modulu se bomo osredotočili na finančni pregled, na poslovanje, na pregled vseh aktivnosti, ki vam omogočajo uspešno in učinkovito poslovanje v salonu. Skupaj delamo na projektih, skupaj delamo, spremljamo to zadevo, skupaj pripravljamo programe, nič ni prepuščeno samo sebi, nič ni v tem to, da boste vi prebrali in boste to znali.
Ne, skupaj z mano, z mentorjem, boste zadeve izpeljali tako, da boste vsak posamičen korak vedeli, kaj naredite in zakaj to naredite. Ključnega pomena je beseda zakaj. Jaz vem, kaj lahko naredim, že sedaj veste, kaj je potrebno narediti, ampak zakaj je potrebno to narediti in predvsem tudi je treba se osredotočiti na besedo kako to narediti. Ne? V drugem modulu se bomo spustili v to, vam bom pokazal, kako lahko pripravite učinkovite analize na vseh področjih, zato da boste točno v vsakem trenutku vedeli, kje se nahajate in kako boste lahko naredili korake naprej. Ne? Ravno v tem kontekstu vas bom popeljal stran od konkurence. Tukaj boste naredili ključni korak, ko se boste od konkurence oddaljili in boste delali na neki svoji poti, na neki drugačni ustvarjalnosti. To ne pomeni, seveda, da boste sedaj vse to delo, ki ste ga delali do zdaj zanemarili, začeli delati posebno nekaj drugače, vse obrniti na glavo in ne vem kaj. Ne, vse ostaja tako, kot je, tisti, ki že delate. Tisti, ki pričnete na novo, vam pa bodo to izjemne smernice, ki vas bodo potile že od samega začetka v uspešno poslovanje. To je ta velik korak, ki ga boste naredili. Tisti, ki pa že poslujete, boste pa to zadevo seveda na nek takšen zelo razumljiv, enostaven, preprost način nadgradili. To je to, kar želimo vam prikazati in vas naučiti, da boste točno vedeli, kdaj določen postopek izvesti, določeno aktivnost, kako, na kakšen način spremeniti, da bo to za vas, bomo rekli, bolj učinkovito in za stranke tudi, vendar ne bo to, se pravi, nekoga v vašem okolju, delovnem okolju obremenjevano. No, tukaj smo namenili predvsem v tretjem modulu eno zelo zanimivo zadevo in sicer tukaj se bomo spustili v finančni pregled poslovanja. Tukaj bomo predelali razne stvari, ki se dogajajo tudi v vašem salonu in boste videli, da se da veliko stvari spremeniti. Da ne govorimo o postavitvi cen, recimo o cenikih, kako cenike pravilno opredeliti, recimo kako izračunati storitve. Seveda se bomo konkretno osredotočili na vaše storitve, ne bomo mi nekaj zdaj posplošeno, ja, Unije, rekel Unije, misl Unije, tako, ne. Mi se bomo konkretno osredotočili, kajti, kot sem dejal, mi imamo zadevo tako pripravljeno, da za vsako stvar moramo potem poleg tega narediti še skupno nalogo, zato da vidimo, kako to izpeljati v našem salonu. Ker če ne, zadeva ni učinkovita. Ne moramo mi samo govoriti in nakladati o tem, kaj bi bilo dobro, kaj bi bilo fino, če bi, ko bi in tako naprej. Ne. Zato bodite tudi previdni, kdo vam določeno znanje prenaša. Ne gre, še enkrat poudarjam, ne gre tukaj samo za izkušnje, ki jih človek ima. Gre tudi za to, koliko je ta oseba seznanjena konkretno s takšnim naprednim konceptom. Kajti velikokrat, recimo, tudi ljudje poslušamo druge, ki nam dajo nasvete in vidimo, če je drugim tako šlo, bo šlo tudi meni. Ne bo šlo, zato ker nekdo drugi dela na način zaradi tega, ker ima pač nek svojstven pristop, ki ga vi recimo nimate. Njegove okoliščine so drugačne, pri vas so drugačne. Nekdo ima več A strank, nekdo ima več B strank, nekdo ima več C strank. Že tukaj je vse različno. Ne? In seveda, nekateri nenehno zahajajo v težave ravno zaradi tega, nenehno se vidijo v nekem začaranem krogu, ne vedo točno, kaj narediti. In od sedaj naprej bo to veliko lažje, ker bodo iz tega kroga preprosto, končno enkrat izstopili. In bodo znali, bodo točno vedeli, kot sem povedal sedaj v tem tretjem modulu, ki ga bomo zelo korenito dodelali, bodo točno vedeli, kako narediti korake naprej, kdaj to narediti, na kakšen način to narediti, ne? Da, ker finančni potek, finančno poslovanje salona je ključnega pomena. Če se s tem ne želimo ukvarjati, če to prepuščamo računovodjem, če to nas nekako bremeni, potem si moramo vzeti čas, se moramo usesti in se sami sabo pogovoriti.
Kajti vedite, da če nekomu finančno področje ne funkcionira, mu ne bo funkcioniralo nič. Včasih je bilo to drugače, ker je bil odnos samo salon, stranka. Ste imeli salon, ste na nek način privabili stranke in ste dejali, danes to ne pije vode, je premalo. Je potrebno več energije vložiti, kot sem rekel, v podjetniške pristope, zato da boste seveda naredili večji korak in boljši korak naprej. Mnogi so salone zaprli ravno zaradi tega, še enkrat poudarjam, ne zaradi znanja, temveč zaradi napačnega sprejemanja podjetniškega okolja. Gremo naprej pogledati. 5. modul. Načrtovali bomo naloge, kako to narediti, se pravi, pripravili bomo izjemne analize strank, prikazal vam bom, kako lahko vodite super evidence, prikazal vam bom, recimo, kako zaposliti kandidate, kako voditi sestanke z njimi, da bodo učinkoviti, ne da se boste usedli in razglabljali ne vem kaj, ampak učinkovite sestanke, da boste videli, kako boste bili lahko produktivni. Ne poznam kozmetičarke, da ne bi želela biti produktivna. Od danes naprej, ko imate možnost za to, da boste postali produktivni in če tega koraka ne boste storili, potem pripište krivico sami sebi in rečete si nekako takole, imela sem možnost, nisem je izkoristila ali pa je nisem želela izkoristiti ali pa kakorkoli. Torej, možnosti so, vprašanje je samo, če to dejansko nekdo želi narediti. V 6. modulu se bomo dotikali prodaje, kajti vemo, da prodaja je pravzaprav vse prodajamo, karkoli počnemo, mi prodajamo. Karkoli počnemo, prodajamo. In če ne znamo tega prodati, potem normalno ne moremo biti uspešni. Kaj nam pomaga, da imamo zlate izdelke, da imamo zlate roke, če ne uspemo vsega tega prodati? Idemo naprej. Da bi dobro prodali, se bomo najprej naučili uporabljati sprožilce, ki posledično vplivajo na prodajo. Se pravi, sprožilci, spoznali bomo sprožilce, ki prodajo sploh sprožijo. Kajti, če ne znamo sprožiti prodaje, se prodajni postopek ne bo izvedel. Prodajni postopek je neuspešen, če se na stranki izvede storitev in potem na koncu se reče, joj, zdaj pa moram še nekaj prodati, ne? In normalno, ko boste skušali prodati, včasih celo to deluje vsiljivo in se stranka odmakne in reče, lej, sej bom, ampak bom naslednjič. Ali pa, lej, zdaj ne morem, zdaj bova se naslednjič dogovorile. Ne? In stranka je že našla izgovor. Če pa je zadeva drugače izpeljana, tako kot se boste naučili, pa boste videli, da ne bo več izgovorov, da boste veliko reševali tudi prodajo, veliko bolje reševali tudi prodajo sedaj v kriznem obdobju, da boste veliko lažje zaposlovali, točno boste vedeli, zakaj je potrebno določeno evidenco voditi, zakaj je to koristno, kako boste to dejansko pretvorili v denar. Ne samo nekaj, da je narejeno, ker je nekdo rekel, ker je nekdo mislil. Ne. To so stvari, ki jih je potrebno pretvoriti v denar. Zato delate, zato ste ustanovili podjetje. Ne glede na to, v kakšni obliki smo rekli, ne? Seveda, v 7. modulu bomo se zelo globoko dotaknili marketinga, kajti vsi vemo, da marketing niso več plakati, letaki, objave na radiju, ne vem kaj, ne? Marketing danes zahteva veliko, veliko več. Marketing je danes čisto nekaj drugega. Marketing danes pomeni zgraditi stranke. Marketing pomeni tudi stranke, ki jih že imamo, nadgraditi, vendar zato so določeni postopki, so določeni procesi, ki jih je potrebno poznati, potrebno je poznati razloge, zakaj je to potrebno tako narediti. Kako bomo mi pripravili nekoga do nečesa, da bo bodisi prišel v naš salon ali v našem salonu ali v našem salonu nadgradil te storitve, ki jih že koristi. Torej, vidite, tukaj nam bo marketing res veliko pomagal. Poleg tega vas bom točno naučil, korak po koraku, kako boste
svoj salon in sebe na trgu pozicionirali. Kaj pomeni pozicioniranje? Pozicioniranje pomeni biti prvi v glavah vaših strank. In tisti, ki ni dobro pozicioniran, ima danes zagotovo težave. Ne zaradi krize, ampak zaradi pozicioniranja. Kriza je samo še dodatno breme k temu. Ne? Tisti, ki so dobro pozicionirani, so delali drugače, ker so marketing in marketinška orodja koristili in jih še danes koristijo na drugačen način. Njihov pristop do krize je popolnoma drugačen kot nekdo, ki ni ničesar storil za to, da bi naredil korak naprej. V tem je ta velika razlika. In to je to, kar je potrebno razumeti. V 8. koraku, odličen, res tukaj imamo izjemno veliko dela, se boste naučili, kako organizirati določene promocije, evente, akcije, recimo, ne? Na kakšen način. Kako boste recimo uvajali določene prednosti, ki jih drugi saloni ne koristijo. Ali jih koristijo premalo, ali jih koristijo na nepravi način. Vi boste točno vedeli, kdaj in kakšen korak narediti z jasnim namenom, jasnim ciljem, kaj boste s tem dosegli. To je tisto, kar vsakdo od nas, ki dela v kozmetiki, si želi. Da točno ve, kam gre, ampak da tudi točno ve, kateri je prvi korak, ki ga more v določenem trenutku narediti. Kajti ravno to predstavlja pri ljudeh zelo velike težave. Saj jaz vem, da moram narediti prave nekatere, ampak ne vem, kje začeti. Kako naj jaz to naredim? Kako? Daj povej mi, kako naj naredim prvi korak, kaj je prvo, kar moram narediti. Vse to se boste naučili. In seveda na koncu imamo še tukaj še dve zadevi. Imamo krizni marketing, ki je ključnega pomena, kajti pri kriznem marketingu dobro vemo, da je treba stvari popolnoma na drugačen način opredeliti, se osredotočiti na ciljne stranke in pride do tih ciljnih strank na njim razumljiv način. Tukaj bomo zelo veliko skupaj delali in naučil vas bom točno, kako besedo po besedi, stavek po stavku bomo skupaj delali razne poste, bomo skupaj delali, sestavljali različne tekste, točno vam bom pokazal, na kakšen način. Tako da vas bo vse sproti spremljal, nič ne bo prepuščeno vam samim. Še enkrat poudarjam, samo če si seveda to želite. No, in pri kriznem marketingu seveda bomo dali tudi velik poudarek na digitalizacijo salona. Tukaj imamo pa v 10. modulu kar precej dela, ravno o tem, kar sem predhodno uvedel, bomo prikazali, kako moramo dati več poudarka na vašo blagovno znamko salona, torej kako bomo te tekste pripravili, da bo postala vaša blagovna znamka salona za potencialne stranke privlačnejša in seveda in kako boste vi delovali, da boste dejansko delovali prepričljivo, sigurno, da boste ustvarjali pri ljudeh, bom rekel, neko sigurnost, da boste ustvarili pri ljudeh občutek varnosti. To si danes vsi želimo. In če znamo to na pravi način, s pravimi pristopi, s pravimi besedami, kajti vemo, da imamo besede, ki odbijajo in besede, ki privlačijo. In imamo en modul, se pravi v 3. mislim, da zvezku, je kar obsežna zadeva, imamo samo komuniciranje s strankami. Točno sem vam naredil posebne tabele, v katerih piše, kaj se dogaja, zakaj je prišlo do tega, kaj je potrebno narediti, zakaj je to potrebno narediti in seveda, kako bomo to potem skupaj oblikovali, tako kot odgovarja to delo v vašem salonu. V vsaki stvari boste sebe videli v nečem. To je ključnega pomena, ker sedaj do tega ni bilo. Na našem trgu tega ne poznamo. In zadeva, ki jo predstavljam sedaj na trgu, je dejansko nekaj, kar bo vsakemu izmed vas izjemno, to je, kot bi rekel, Biblija za kozmetiko, ki vas bo peljala
ki vas bo peljala po tej pravi poti, da ne boste zašli v določene težave, in tudi seveda, če bi do njih prišlo, boste točno vedeli, kaj v določenem trenutku narediti. Komu priporočamo to obliko izobraževanja? Predvsem lastnikom salonov, torej ali menadžerjem tudi salonov, lahko pa tudi vodjem oziroma receptorjem, predvsem pa je dobro povabiti tudi zaposlene. Zakaj? Ker zaposleni bodo veliko stvari spoznali, veliko bodo videli, znali bodo sebe pravilno pozicionirati, vedeli bodo, katere prednosti imajo še na voljo, kajti oni vedo približno, kaj je njihovo delo, kako morajo delati, zakaj morajo tako delati, to je vse ok, vendar tukaj bodo spoznali veliko več. Spoznali bodo odgovornost, ki jo vi imate do njih in do dela in do vseh ostalih, ki jo mogoče do zdaj ne vidijo v takšni luči, ker, kot vemo, zaposleni veliko so zelo dobro seznanjeni s prihodki salona in veliko manj z odhodki. In prispevki, plače, različne stvari, ki jih morate plačati, različni stroški, ki nastajajo, velikokrat jim niso poznani. In oni vidijo samo, kakšni so prilivi, kakšni so odlivi, je pa zadeva drugačna. In tukaj, ko bodo spoznali ta kontekst, bodo tudi odnos spremenili do vas, ker bodo videli, kaj vse, kakšen križov pot vi morate dajati skozi, če lahko temu tako rečem, zato da oni na koncu dobijo plačo. In da ni vse samo črno-belo, stranka pride, vzameš denar in to je vse tvoje, še zdaleč ni temu tako. In tukaj bomo res naredili, jaz sem prepričan, da bomo naredili dejansko s tistimi, ki želite, gromozanski korak naprej, da boste res veliko pridobili pri svojem delu, da boste veliko lažje se soočali z vašimi sodelavci, strankami, da bojo ti odnosi postali še bolj pristni in da bo poslovanje dejansko bilo namenjeno temu, kar ste se odločili, torej, da bo profitabilno. Mi delamo vsi za to, da je poslovanje profitabilno. Vendar nič ne moremo dobiti, dokler najprej nekaj ne damo. Dajemo pa zato, da bomo kasneje pridobili. To je tisto, kar je pomembno razumeti. In če boste investirali v svoje znanje, zato smo tudi naredili posebno akcijo sedaj, kajti vemo, da je situacija nekoliko zapletena, in ravno zaradi tega boste z gradivom, ki ga boste dobili, ki bo res zelo, zelo obsežno, v 4 zvezkih, ogromno nekega znanja, ogromno enih informacij, ogromno enih stvari, ki vas bodo nenehno vodile k boljšemu, boste pridobili dejansko nek novi zagon, ki vam bo omogočal, da bo poslovanje potekalo boljše, lažje, predvsem lažje. Redna cena, kot veste, že nekateri, je 2100 evrov, tokrat smo pa dali posebno ugodnost ravno zaradi takšne situacije in boste imeli možnost to izkoristiti za le 1280 evrov. Seveda boste imeli plus DDV, seveda, da ne bom pozabil poudariti. In tisti, ki boste plačali to v predplačilu, boste imeli možno še 20% popusta. To je poseben paket, ki velja za to obdobje. In verjamem, da tisti, ki so že pri nas obiskovali te zadeve, vam lahko potrdijo, da je res ogromno enih informacij, ki so res koristne. Prijavite se lahko na naši spletni strani, in sicer na Studii Aktiva boste videli, piše prijava za izobraževanje, takoj na vrhu, in samo vpišete kontekst notri, menedžment za kozmetične salone. Ko boste to zaključili, ta program, tedaj boste lahko z gotovostjo trdili, da ste postali menedžerji v kozmetiki. Tukaj so vsi napotki, kajti vemo, da menedžerji so tisti, ki pripravljajo strategijo, vodijo zaposlene, znajo jih pripeljati do cilja s točno jasnimi koraki. So dobro organizirani,
dobro znajo komunicirati in točno vedo, kako bodo stvari pripeljali do ciljev. In to je tisto, kar boste vi postali. In jaz vam želim, da razmislite o tem, kako boste počeli v prihodnje, na kakšen način boste to počeli. In videli boste, da tisti, ki boste z nami sodelovali, ne boste mogli verjeti, koliko neverjetnih sposobnosti in znanja imate v sebi, ki ga morebiti sedaj ne vidite. Ne odlašajte, prijavite se čim prej, zato da si boste zagotovili mesto in skupaj bomo začeli potem z akcijo, seveda proti koncu meseca, takoj ko dobimo materiale, ki so v zaključni fazi, gremo v akcijo, boste dobili sporočila in se zadeva prične. Program pa traja cela 2 meseca in pol in boste imeli dejansko, kako bi rekel, nek občutek varnosti, sigurnosti in predvsem boste bili motivirani in ne bo več tistega strahu, ki se je do sedaj pojavljal. Kako bo v prihodnje? Kaj naj jaz naredim? Kako, na koga naj se obrnem? Zadeva se bo tukaj povsem spremenila. Torej, začnimo delati z glavo, začnimo delati korake naprej, zato da bomo bili še uspešnejši. Jaz vam želim obilo veselja, sreče in predvsem razumevanja, da boste zase naredili to, kar si dejansko zaslužite. Niste zastonj hodili v šolo, niste se zastonj učili. Prišel je čas, ko morate zase narediti nekaj več. In to storite zdaj. Lepo se imejte, lep dan vam želim in veliko lepega. Srečno.